Dragi gledalci in gledalke, evo nas spet nazaj v glasbeni oddaji Top Music. Ravno kar smo si pogledali fenomenalen videospot Mali bogovi, Vlado Kreslin in pa skupina Orlek. In evo, tokrat z nami že team leader skupine Orlek, Mitja basist. Lep pozdrav, Mitja. Lep pozdrav, Žujo. Fenomenalen videospot, pravzaprav vi ste fenomenalna skupina, ki delujete že koliko let? Ja, zdaj že polnih 34 let. V bistvu je bilo to pred 90 letom dejansko se je dogajalo. Ja, v bistvu štejemo junij 89 štejemo za začetek, ko smo prve demo posnetke naredili na Radio Trbovlje. To so bili v bistvu začetki, pa smo pa začeli konec novembra smo imeli prvi koncert, pa tako naprej. In koliko recimo albumov ste izdali v vseh teh letih? Baje 13. 13? Ja, težko je šteti, ker je nekaj teh, v začetka so bile 2 kasete, pa pol je bil en CD, ki je obe kasete zajel, veš, kot začetka še ni bilo CD-jev. A so bile to, recimo, je bila tudi kakšna plošča, ali ste bolj na kasete ciljali? Plošča ni bila, pa so bili CD, ampak za 35-letnico pa imamo nekje v planu, no ni še 100%. Vinilko? Vinilko, ampak verjetno samo 35 izvodov. To pa jaz... Visoka cena bo, ne? Ja, jaz v bistvu zelo rad zbiram gramofonske plošče, no, in vem, da če jih malo naštanca, je pol to cena taka, da dol padeš, ne? Ja. Tako da to, če boste to naredili, bo dejansko se bo pari zmešali, ne? To je namen, da bo res 35 izvodov. Ojoj, pa te bom mogel pa kar poklicati, no, takrat. Bo treba. V bistvu, in sem pa zasledil, no, tudi slišal, seveda, da ste veliko nastopali po tujini. V bistvu, kdaj ste to recimo tudi v tujino začeli hoditi in koliko dolgo je to trajalo ali še traja recimo? Ja, v bistvu band je začel 89. s prvimi demo posnetki na Radio Trbovlje. Potem smo pa tam 92. prvo kaseto izdali in potem so bila še druga kaseta, pa pol albuma Dio Knapi, ki je bil prvi tak še malo bolj popularen. Leta 97 smo šli pa prvič v tujino. In to smo šli v en klub, Plavn, to je bivša vzhodna Nemčija bila. In je bil super uspeh in so nam tam rekli, vi bi pa fajn, da bi tam na enem velikem festivalu, največji festival nemški, folk und tanc ali etno und tanc, nekaj takega festival, ki je glasbeni festival, plus plesni festival in smo dejansko pol naslednje let že igrali na tistem festivalu. In to je bilo začetek poletja, začetek julija. In tam to je bil še vedno, je to, če pogosto vprašajo, kjer je koncert kariere, ne? To je bil koncert kariere, tam je 10.000 vstopnic prodanih na našem koncertu in noro, vse CD-je, kasete smo prodali, kar smo imeli s seboj, v glavnem res je bilo noro, pa še drug dan je bil še en manjši koncert, tako da smo imeli 2 koncerta na tistem festivalu in tako se je potem s to Nemčijo začeli, 97, 98, pošlo pa naprej, Avstrija, pa Poljska. To me je zanimalo, recimo, katere države so pol dejansko se bile zajete? Ja, Poljska je bila zelo, smo kar večkrat igrali, pa Mađarska smo tudi bili večkrat, kar se Evrope tiče, Makedonija, Bosna. V Neumu smo festivala, v Neumu v bistvu je hrvaški festival, ampak v Bosni je poznam. Snemala takrat hrvaška televizija, to je bilo leta 1999. Potem 2002 je bila že takoj iz Makedonije, en teden potem, ko smo bili v Makedoniji, smo šli že na prvo turnejo v Ameriko. Potem smo imeli pa vmes Mađarsko, pa Pakistan leta 2005. Smo imeli 3 koncerte tam, na enem največjem festivalu njihovem Lahoreju. Potem 2006 smo šli ponovno v Ameriko, potem 2008 bila Kitajska, Poljska spet, Poljska se je ponavljala vsakih par let. Po je šlo pa tako naprej, no, pa ne vem, kje smo še vse bili, smo bili v Bruslu, pa v Rusiji, leta 2012 smo bili v Rusiji, smo imeli 3 koncerte tam. In koliko je to recimo skupni seštevek koncertov, dejansko v tujini je to? 70-75, nekaj takega, ne. Pa pol bili smo pa še tudi 2012 smo bili pa na južnoameriški turneji tudi, Brazilija, v Sao Paulo, potem Argentina, 2 koncerta v Buenos Airesu, pa en v Rosariju, še en tam v Kordobi se nam je zmaknil, zaradi tega takrat, ko smo bili blokirali koncerte, so bili vulkani in avioni niso vozili in nismo mogli mi blokirati pol koncerta tako dalj stran. Potem smo pa, no, glavno smo šli pa še s katamaranom, smo šli pa še v Urugvaj, smo pa še v Montevideo imeli koncert. V bistvu se dejansko, taka uspešna skupina, ni čudno, da se je Vlado Kreslin odločil, da naredite novo preobleko fenomenalnega komada Mali bogovi, ne? Ves čas smo že sodelovali, ne? Ker to gre za res zelo znan komad, iz v bistvu iz leta 80, če se ne motim, ne? Tam nekje iz 80-ih, ne vem točno, Kreslin bi vedel bolj potočno povedati, s katerega leta je ta komad.
ampak mi smo že v 90-ih letih ta komad na par koncertih smo se skupaj srečali in smo ga igrali in je on pa še zraven pet in takrat to je pokal in Kreslin je tudi uživo. Ker takrat z Martinom Krpanom ni več igral in ni imel več tazga rock benda. Ampak potem smo to upustili mi igrati in tudi on nismo se več toliko srečevali pogosto na teh koncertih. Lani smo se pa na Ptuju, na Špricarjadi, smo imeli isti večer koncert in je naš pevec, naš Vlado Poredo še rekel, dajmo to probati še enkrat naštudirati, pa Kreslinu rečemo, če bi zapel, pa je bil za stvar in smo naredili. Na kar je bil čez kakšen mesec klical Kreslin prav, bi bil fajn, če bi tole posneli. In smo šli res februarja letos v studio in marca smo že video spot posneli, maja je šlo pa ven. Fenomenalno. In recimo dejansko glede na to, koliko let ste vi dejansko na samem vrhu, bom rekel, da je to koliko let recimo bo ali bo naslednje leto, bo kaj recimo? Ja, naslednje leto, neka zadeva. Ja, naslednje leto bo 35-letnica. Bravo, bravo. In srednji koncert bo v Kino Šiška v Ljubljani, 5. oktobra. Bo pa kar precej koncertov tudi po Sloveniji, tudi v Celje bomo prišli koncu junija, mogoče še kje v mestu. Tako da bomo imeli kar nekaj koncertov po Sloveniji, tako da v bistvu še vedno glavnina koncertov je po Sloveniji. Čeprav smo imeli v tujini, kot sva rekla, preko 70 koncertov, prej nismo imeli največ koncertov, kar se tiče tujine, posamezne države je Kitajska, smo jih 11 ali 12, pa recimo Avstralija, Nova Zelandija, tista turneja je tudi bila nekih 10-12 koncertov, to je bilo leta 2000, že to turnejo sem tudi pozabil, kar malo našteti. Super, odlično. Ja, ogromno tega. Azija, Avstralija, Severna Amerika, Južna Amerika, Evropa, edino uspel nam ni priti v Afriko, tam pa ni toliko v bistvu take muzike, takšnih festivalov, ki bi se dali nekako s to glasbo priti. V bistvu vedno prav nikoli ne reci nikoli, tako da vse je možno za tako vrhunsko skupino, kot ste vi. Tako da in dejansko ste rekli plani, pol dejansko imate kar pestro zadevo. Bi pa še nekaj vprašal tudi za naše gledalce in gledalke, koliko vas je v skupini in recimo, da pozdravimo tudi te, ki danes niso z nami. Ja, 19 je, če bo vsak posebej bil predolg. Ok. Ja, malo se menjamo, 30 dan že na radio v Mariboru, potem sem jaz na radio v Ljubljani, zdaj sem se pripeljal sem dol, tako da smo tako v akciji, sem pol benda, smo dosti tako v akciji tudi na teh promocijskih zadevah, na koncerti se pa pač vsi. Ampak recimo pol, če tako malo gledamo, recimo imamo basista, to ste vi, potem recimo bobnar. Bobnar je še najbližje klele vam, doma je iz Velenja, David Slatinek. Pa kateri še inštrumenti recimo so v igri? Ja, pevec je, Vlado Poredo, on poje, včasih malo na kakšnih žurkah, ko gremo za kakšne manjše zadeve, na kakšne rojstne dneve, tudi kakšne malo orglice zaigra. Potem je njegov sin, Samo je zdaj zadnjih 2 let na kitari tudi. Imamo 2 kitarista, pa Ivo Vidergar, ki je tudi iz prvotne zasedbe, pa ga 20 let ni bilo, pa je zdaj že spet 7 let nazaj. Potem je na klaviaturah je moj brat, Jure Tori. Mi smo ustanovitelji, Ivo, Jure, pa Vlado, pa jaz, mi smo v bistvu ustanovitelji skupine Orlek. Jure je bil še osnovnošolc, Ivo tam so bila srednješolca takrat, tako da nismo toliko stari še, čeprav že ima bend tako. Ampak koliko let ste vi imeli, ko ste ustanovili bend, recimo? Ja. Koliko ste imeli let to? Leta 1989 sem imel star 17 let. Bravo. Fenomenalno, res super, ja. V bistvu od malih nog ste v glasbi in to je to. Bend smo imeli že prej, mi Ivo, Jure pa jaz, pa še par fantov smo že imeli bend prej, ampak potem smo malo razpadali vojska, pa on pa tretji in pol je Vlado bi vas najno sestrično poročen že takrat, in je bil v familiji, mi smo že kakšne žurke doma, kakšne piknike špilali in potem smo rekli, znaš, zdaj pa zdaj bend narediti, mislim, z njim, in je pol on, smo njega potegli v bend in takrat smo dali ime Orlek. Bravo. Tako da zato štejemo to začetek. No, evo in po vseh teh letih uspešnega delovanja v tujini in v Sloveniji ste ustvarili zopet fenomenalno pesem, skladbo in fenomenalni videospot. Pa nam povejte še kaj o tem, no? Kaj bomo... Mi smo kar aktivni skozi s temi videospoti, jih imamo ogromno, smo tudi v 20-letnici, smo tudi CD in DVD, je bila dvojna plošča, smo jo izdali, že takrat, pa še potisni smo zdaj, skoraj 15 let od tega smo naredili še kar veliko videospotov, tudi v zadnjem letu je na 3-4, no s tem, da zdaj ta zadnji, najbolj aktualni je za Martinovo, Vinska trta. Mi smo prvič to skladbo naredili že v sred 90-ih, že na drugi kaseti je bila izdana.
ko smo v bistvu nekako naredili po tej Slakovi, on je naredil Valček, to narodno zabavno, ker to je narodna pesem. Znan je le avtor besedila, škof Anton Martin Slomšek. No, on je naredil Valček, mi smo pa potem naredili tako trdo hard rockovsko verzijo, ampak pol ni šla niti na radije, se ni vrtela, niti na koncertih nam ni bila, je bila pretrda, ne? In smo jo nehali igrati. Ko je prišel kitarist Ivo nazaj, po 20 letih je pa 5 let nas nagovarjali, pa še več, dajmo to igrati, ne? Pol, ki je še drug kitarist samo prišel, ki se je spet ena menjava naredila, je pa najdel dober riff tam za tisti začetek, smo rekli, da ni več tukaj trd, da je tak dober groove. In smo rekli, evo, zdaj pa to pa je, zdaj pa začnemo. In smo šli posnet, lani smo posneli in z tem namenom, da bo letos oktobra šlo to ven, ne. In še to, v zadnjem momentu smo še Pihavce dodali. Ta komad je bil skus brez Pihavcev, skoraj edini ali pa en zelo redkih naših, ne, mi imamo cirka 100 komadov v teh karier, se je naredili pa še več. In so vsi imajo v aranžmaju Pihavce, ne. Ta pa ni imel nikoli. Ampak 2 dni pred tem smo videospot dali ven, smo ga že imeli narejenega, smo šli Pihavce v studio, aranžma Trobentač naredil in smo naredili pol še s Pihavcem. Je pa v bistvu zelo zanimivo, ne, veliko glasbenikov, recimo, dam primer, naredi komad za Martinovo, ali naredi komad za Božič. In v bistvu to se potem dejansko v tistem času recimo bolj predvaja, potem malo manj. Sem pa recimo mnen, to je točno tako, ampak sem pa recimo jaz mnenja tudi kot glasbenik, da če je nekdo res ve, kaj dela, da je dejansko to, kar je to, da si mogoče dejansko poslušalci tudi med letom, recimo, vrtijo komad, ki v bistvu, ne vem, recimo, je zima, pa o poletju pojejo. Ta pa še itak vedno paše. To hočem reči. Se imamo več komadov na vino, kjer trte raste. Zato, ker pač imamo pač radi vino. Ja, mi smo pač žur band in to delamo. Recimo, ki je bila korona, mi smo 2019 dali na ploščo eno skladbo, ko se vino več ne toči. In nima veze s korono. Ampak dejansko 2020 je bil lockdown in smo 10 dni pred Martinovim smo se spomnili, da bi mi pa ta komad video naredili. In smo ga naredili enokadrski video, niti cel band ni bil, ker je bilo omejito za 6 ljudi. In vse nas je bilo malo več zaradi tega, ker je še snemalna ekipa bila. Ampak dejansko smo bili čist minimiziran tam, sploh ni bilo celega benda. In v enem kadru 2 ure smo naštudirali ta kader in potem smo posneli. Naredili krasen videospot, tako da škoda, da nimava več časa, da bi še tisto zavrteli. Ampak dejansko... In je bil prav odigran, vse te štosi so noter, vse ta razdalja, pa maske, pa... No, se pravi, v bistvu vidim, vi ste skupina, ki vedno ve, da je treba kaj ob pravem trenutku ven dati, in recimo tudi s tem novim komadom niste nič zgrešili, ker dejansko se bo to celo leto veselo prepevalo. Sigurno. No, mi se na žalost moramo posloviti, ampak bi pa prosil Mitjo, da nagovori naše gledalce in gledalke še kakšno besedo 2 o novem videospotu, se posloviš od nas in upam, da kmalu spet prideš. Ja, ko bo kak nov videospot, z veseljem pridemo. Ja, videospot, v bistvu smo snemali, prvi del smo ga snemali v živo na koncertu v Mariboru na Štuku na Špricarjadi. To so bili live posnetki z koncerta. Potem smo pa septembra snemali nekaj trgatov, pač tam okrog Ptuja in to, in tudi te Ptujske gorice, pa tam v Halazah nekaj se je snemali, pa v Maribor, pri Stari Trti, pa v Ptuju, v Ptujski kleti, kjer tudi hranijo najstarejše slovensko vino. In tako da v tem delu smo največ snemali. Je pa to nekako vse slovenska nekako vinarska himna, pač zdaj smo malo bolj tukaj v tem delu snemali, ampak lahko bi jo kjerkoli v vinogradih po Sloveniji. Super. No, evo, pa si poglejmo to imenitno skladbo in pa seveda fenomenalen videospot skupine Orlek, Vinska trta samo za vas. Top music.